Spoštovane in spoštovani, dobro jutro, lep in prijazen dan vam želim iz Ljubljane. Natančneje nahajamo se na Krakovskem nasipu, to je zanimivo področje v bližini neposrednega središča mesta. Naravno vidite področje imenovano Breg. Mi bomo tukaj zavili levo na znamenito Zojsovo cesto. Na vogalo te Zojsove ceste, zdaj le boste zagledali, je rojstna hiša Žige Zojsa, moža, ki je v bistvu storil marsikaj za slovenstvo, predvsem pa za ohranjanje in zbiranje knjig povezane z Slovenijo in Slovenci. No, tole je področje, kjer se levo in desno nahajajo izobraževalni objekti, na desni Filozofska fakulteta, ki vzgaja načitane in pametne ljudi, na desni pa naprej tukaj fakulteta za montanistiko. In pred nami se vozi, da boste verjeli, avtomobil drevesnice Strgar. Zdaj to omenjam, namreč prvi župan po osamosvojitvi Ljubljane je bil prav lastnik tega partnerskega centra Strgar. Se zapeljimo z njim, da vidimo, kam je namenjen. Tukaj naravnost je Prešernova cesta, kjer je kar nekaj zanimivih objektov, seveda iz časov, ko v Sloveniji ni bilo, pa tudi ko ni bilo še tako imenih levinje Slovencev, Hrvatov in seveda Srbov. Desno od nas je zanimiv največji kulturni prireditveni objekt, Cankarjev dom. Ta se nahaja na Rjavčevi ulici, kjer se nahaja tudi, ko ste vedeli, predsedniška palača, v kateri trenutno sedi še zmeraj Borut Pahor, pa ga bodo v letošnjem letu iz nje izredili drugi politiki, ki se bodo borili za ta položaj. Na levi strani je zunanje ministrstvo in še na levi strani naprej po križišču je nemško veleposlaništvo. Za njim se nahaja ameriško veleposlaništvo, za njegovim hrbtom rusko veleposlaništvo in mi se še zmeraj vozimo po Prešernovi cesti. Na desni strani pa ste zdaj zagledali znameniti, ena od najbolj znamenitih kulturnih objektov, to je Narodno galerijo, ki je vredno obiskati, če želite zvedeti in videti, kaj vse so ustvarili znameniti kulturniki Slovenci, no pa tudi tujci. No, zdaj zavijamo na Blajvesovo cesto, naravnost je športni objekt Narodnega doma, kjer gradijo po dolgem času
predvsem namreč za področje, ki ga je nekoč davno zgradil znameniti arhitekt Blodek. No in zdaj bodo, kot kaže, le uspeli dograditi kot obljubljeno nov objekt. Tukaj desno je v izgradnji nov stanovanjski center z nesramno dragimi stanovanji. Naravnost, ta velika stolpnica je objekt Metal, ki je nekoč znamenite trgovske družbe na področju tehničnih izdelkov. Danes seveda čisto navadni poslovni objekt, ki so ga tako imenovani novodobni lastniki olastninili in si ga prilastili. No, tule viseče zastave označujejo, ne boste verjeli, številne sindikate, ki jih imamo v Sloveniji, ki se borijo za tako imenovane delavske pravice. Smešno, mar ne? No in če imajo delavci kaj od tega, prav. Že vedo, zakaj jih plačujejo, da sedijo tukaj v tej stolpici in se tako rekoč in tako govoreč borijo za delavske pravice. No, mi se nahajamo v tem trenutku na Dalmatinovi cesti in naš posnetek bomo končali s pogledom na najbolj znamenito zgradbo za področje informiranja javnosti RTV Slovenija. Tam je tudi del tistih, ki trdijo, da jih politiki zatirajo. Če jih treba prepričati, da jih ni več. Spoštovani, to je bil kratek utrinek posebej za vas iz Ljubljane in ta objekt, kot ga vidite zdaj tukaj pred vami, to je ta RTV Slovenija. Mi pa se zapeljimo v ulico, ki nosi zanimiv zgodovinski zametek osnovnega šolstva. Imenuje se namreč Komenske ulice, Komenski pa se je imenoval tisti, ki ga je Marija Terezija imenovala, zato da je Slovence začel koordinirano izobraževati v osnovnih šolah. Lepo se imejte, jaz vidim, lep dan.